Obe ekipi sta hoteli prekiniti slabo serijo, v kateri sta se znašli. Nogometaši Gorice so bili boljši na zadnjih medsebojnih tekmah, zmagali kar 4-krat na zadnjih 5 tekmah, letos pa je bilo neodločeno 0-0. Prva akcija tekme za domače, po odbiti žogi priložnost za poizkus od daleč, to je bila prava bomba. Škarabot je streljal, obramba gostujočega vratarja Janžekoviča. Še napad za nogometaše Aluminija, od daleč je streljal Jakšič, izkazal se je Sorčan. Še napad za Novogoričane, priložnost za domače, streljal je Kotnik po lepi samostojni akciji, v dolgi kot, ampak izkazal se je Janžekovič. Še kot za domače, podaja z leve, Škarabot z glavo in obramba Janžekoviča, ki je žogo uspel odbiti v kot. Drugi polčas in prvi napad za domače sinje modre, ki so bili boljši. Takole velika priložnost in strel Žigona, spet je bil na pravem mestu Luka Janžekovič. Tudi Sorčan je imel nekaj dela po tem le prostem strelu, žogo je uspel odbiti v kot. In pa priložnost za Aluminij, žoga pred vrata, izvrstna pozicija za Kramerja, ki pa je po dobri uri igre streljal visoko čez gol. Goričani nevarni prek Žigona, ki je stresel prečko, nekaj smole za domače igralce, nato pa že akcija, ki je vendarle prinesla gol, nekaj odbitkov, na koncu pa čudovit gol Rifeta Kapiča, ki je zatresel mrežo za prednost domačega moštva 1-0. Lepo preigravanje in potem še lepši zaključek v desni zgornji kot Janžekoviča. Tekla je 80. minuta in prednost za Goričane 1-0. 86. minuta in prodor Škarabota, prekršek Jakšiča, 11 metrovka, tokrat za domače in priložnost za odločitev tekme. K žogi je stopil Miran Burgič, eden izmed najizkušenejših nogometašev Gorice, in zadev za 2-0. Po sredini brez težav je Burgič povišal prednost Goričanov. Še sodniški dodatek tekme, Kapič lepo na levo, potem pa predložek pred vrata in Burgič je povišal prednost na visokih 3-0. Tokrat je podajal Osuji, zadev pa je Burgič in postavil končni rezultat tekme. Gorica Aluminij visokih 3-0 in še 5. zmaga na 6 medsebojnih tekmah v korist Gorice. Ja, mislim, da že na začetku tekme smo imeli takoj 4 priložnosti, vendar žoga nikakor ni hotela v mrežo. In v drugem delu prvega polčasa smo brez potrebe ratali preveč nervozni in potem igra v tistem delu tekme ni stekla, kot je treba. Drugi polčas pa mislim, da smo iskali ta gol, spet zgrešili 2 izredne priložnosti, vendar potem, ko je padel ta zadetek, smo potem skontrirali še 2 situacije in mislim, da je zmaga povsem zaslužena, ker smo bili celo tekmo boljši. Je bila pa tekma zahtevna z psihološkega vidika, ker je bil tekmec, lovili smo zmago, ki jo lovimo že en čas in pač danes je bila to nuja. Na srečo smo odigrali dobro tekmo in zasluženo zmagali. Fantom ni zmanjkalo moči, ampak zdaj sem pa res nekaj omenil sojenje, ki je za mene katastrofalno bilo danes. Kako da je nam da karton Vrbanca takoj na začetku, v 7-8 minuti, dečko mora igrati pod pritiskom, ne more več videti blok, nič. Težko je potem igrati v fazi obrambe, da se lahko zgodi, da dobi drugi karton. Enako vredna tekma, dobro, bili so malo v igri boljši domačini, ampak mi smo tu imeli svoje šanse, Kramer je imel 100% šanse, rezultatov nič proti nič, da zabije, 1-0 bi vredno tekmo dobili. Dobimo potem neki gol čudni iz bloka, od našega igralca gre v blok, pa še žoga odbije v 90, tako da pa 1-0, potem so malo odprli, drugi penal in potem tekmo končana. Fante so borili, mislim, da nismo tako slabo odigrali, imeli smo tudi svoje priložnosti, ampak pravim, vpliv že vsem samim kriteriji je bil takšen, da potem je bilo težko igrati, ker imaš igrača, ki ti v zadnji liniji, defenzivni veznik, ki ti mora pred pritiskom 90 minut, potem zamenijo in potem, ko sem ga zamenjal, se je pa zgodilo, kaj se je zgodilo. Potem so pač dobili ta gol in potem še enega telo tekmo končana. Pač tako je, spredaj imamo probleme, ne zabijemo, ne damo gola, prijemo v neke situacije, pa nekaj zmanjka non-stop, zgodba se ponavlja, ena in ista. Tako da je težko, če ne daš gola, je pa težko. Težko se samo nekaj brani, da ne boš dobil gola,
pa se spreda, ko moraš biti nekaj konkreten, ko moraš nekaj narediti na gostovanju, potem se pa to ne zgodi in posledica tega je pač potem to, kar se nam dogaja, pač da tekmo zgubiš.